Lepo pozdravljeni, zopet smo v Sveti deželi, vendar predvsem z mislimi, z željami, ki so se nam morda že počasi prebudile v tem, ko nam razlaga naš gost, pater Peter, ki je ponovno z nami. Dobrodošel. Lep pozdrav. Torej, če bi se odločili danes, kdaj je prva priložnost, da bi lahko šli v Sveto deželo? Ja. Zdaj je treba izbrati pravo klimo. Namreč nekateri ne prenesejo vročine, potem naj poleti ne hodijo. Mraza v Sveti deželi ni pretiranega, vendar je tudi sneg v Jeruzalemu. Tudi to je treba vedeti. Recimo januar, februar, marec so možnosti, da sneg pade in razglednice, ki jih prodajajo tudi zasneženi Jeruzalem, je viden. Torej april, maj? Ja, zelo ugodno. Dobro. Pa tudi novo leto. Kajti december še nima dežja. Ima sicer kratke dneve, kar nam je znano, ne, da so kratki dnevi decembra, ampak dovolj še toplo in prijazno. Tako da možnosti je veliko glede na to, kako kdo čuti. Kam pa ste lahko prijavili ljudje? Na Komisariat za Sveto deželo. Vsaka družina prinaša Komisariat za Sveto deželo, ena rubrika, Tržaška 85, v Ljubljani je telefon, je mail ali pošta elektronska. Tudi na internetu lahko tudi najdejo Komisariat za Sveto deželo. Poiščejo Sveta dežela In se to najde. in se vse odkrije. Dobro. Slišali smo tudi, da so neka slovenska obeležja v Sveti deželi. A si jih to ti s svojimi romarji zdaj v teh 20 letih, ki si jih prej omenil, eni smo daj pripeljal, ali si še kakšna tam tudi našel in kako je s temi obeležja? Kakšne obeležja so zdaj to tam? V Sveti deželi imamo 4 slovenska obeležja. In to niso kakšni heroji dol postavljeni, ampak so besedila v slovenskem jeziku, svetopisanska ali najkrajše molitve. Oče naš, kot osnovna molitev kristjana, je v slovenskem jeziku v Sveti deželi. Če me vprašaš, kdaj je bila postavljena, in ko sem prejšnjikrat omenjal Jegličevo romanje v Sveto deželo, je med fotografijami že takrat fotografiran Oče naš na Oljski gori, v slovenskem jeziku. Postavljen je zraven slovaškega, v cerkvi, na Karmelu, in na drugi strani zraven Oče naša v jeziku očipvejcev. A je kaj čudno, zakaj očipvejcev? Friedrich Baraga? Tako je. In tako modro so postavili ravno to ploščo Oče naša slovenskega in zraven očipvejsko. In ko prvič to vidim, sem ravno tako razmišljal, ne? Kaj pa to? In potem tišine misel, naš Baraga je vendar temu ljudstvu dal pismenstvo, molitvenik, in zato je primerno, da je zgodovinsko to tudi skupaj. To je pa velik mošt. Velik mošt. No in potem imamo še Moja duša, molitev, pesem Marijina, ki jo je zapela ob obisku pri Elizabeti v Judejskih gorah. Potem imamo pa še najnovejši, no če se že vprašal, kaj smo v najnovejšem času napravili, je pa Hvaljen Gospod Bog Izraelov, to je pa Zaharijeva hvalnica v Ein Karemu. Okoliščine tega postavitve te plošče so pa 1989. Spomniti se moramo še dni, ko so hoteli Srbi napraviti v Ljubljani, kaj že? Miting resnice. Miting resnice, tako. In mi smo bili takrat za tisti 29. še nekdani november, v tistem tednu doli, in zjutraj kličemo, zvečer kličemo. Bo miting, ne bo miting. Mobiteli seveda niso bili še takrat stvar. In končno zvemo en večer, ne bo mitinga, ker so v Brežicah odločili, bomo cesto zaprli. Spomini, ne? Smo že stari. In kaj je bilo? Pri večeri je bila pa skupina Putnikova, pomeni Srbi, skupina Kompasova, in tam med Putnikovimi romarji so bili tudi 4 Slovenci. In jaz na glas zavpijem, še bolj kot je bilo treba. Poslušajte vi Slovenci, mitinga ne bo. In takrat se je ena imenitna gospa takole dvigne, pa reče, mi ne idemo tamo, kde nas ne primajo, je rekla. In s tem smo mi napravili v sebi en sklep. Res smo kar trepetali za domovino, ker ta miting je takrat pomenil tudi eno določeno nevarnost.
Smo pa rekli, ko smo imeli mašo na Oljski gori, bomo pa postavili v spomin na to, da bo Slovenija samostojna, to ni več daleč dan, da bo samostojna. Bomo pa postavili to ploščo, hvaljen Gospod Bog Izraelov. In tako je ta plošča v leto slovenske samostojnosti bila narejena in karemo, leto kasneje smo jo pa blagoslovili. Tako da je prav, da tudi zunanji minister ve za to prvo slovensko obeležje izven Slovenije, v sveti deželi, v spomin na trenutke, ko smo trepetali, da bi bila naša domovina samostojna. Ali ni lepo? Ja, res. Torej, veliko je govora o duhovni hrani, vendar človek je tudi samo, preko tudi kulturno bitje. Ja, pa tudi fizično bitje in tudi rabi kaj zaužiti kakšne hrane take. Aj Slovencem hrana dol ustreza? Oziroma, če morda kaj posebej radi jejo ali... Joj, sem se ravno zdaj dopoldne, ko sem prebiral te potopise od tega Jegličevega romanja, piše, da so hodili po ulicah, arabskih ulicah in so jako namazane, namreč zamazane, bi moglo biti napisano. So jako zamazane in tudi njihova gostišča, da si so evropska, so pa vendar zelo zanemarjena. Potem pa obrne stran pa napiše, mi pa prebivamo v hospicih, to so romarske hiše, kjer so pa prave oaze med to umazanijo, ker so v skrbi evropskih redovnih skupnosti, avstrijskih hospic, recimo francoskih hospic, potem italijanski, Kazanove in to. To so pa hiše, kjer so dejansko ustrezno narejene in tudi hrana, po čemer sprašuješ. Hrana je malo začinjena arabsko, recimo, ker so kuharji Arabci, v osnovi je pa recimo evropska, italijanska, naša, tako da če je juha, naši rečejo, zdaj smo pa doma. Če so makaroni, rečejo, zdaj smo pa v Italiji. V glavnem je področje, ki ga mi radi pokrivamo, kar zadeva hrane in smo zelo zadovoljni. Če hočemo pa nekaj eksotičnega, gremo pa na ulici, vzamemo falafel. To je pa pita, rečemo. In potem noter neke dodatke, ena solata ali kaj podobnega in se lahko mi s temi arabskimi stvarmi tudi malo preizkusimo, če želodec zdrži. Zato je pa dobro imeti na romanju tudi nekoliko domačih zdravil. Pod to besedo pa razumemo flašico in malo žganja ali viskija. Pred obrokom je dobro in po obroku dobro. Ne mislim zdaj trenutno, da je to Izrael, ampak kadar smo v Egiptu, je pa to obvezno. Je pa to obvezno, da si človek ohrani ljubo zdravje. In predvsem, kakšne sem dobil asociacijo, kakšne neprijetne obiske, oziroma več obiskov v prostoru, ki ga še cesar sam. Ne? Morda si mislil redek pojav s pogostnim ponavljanjem. Recimo, Egipt je dežela, ki jo mi ne prenesemo, zato moramo biti zavarovani. In zato, ko se pripravljamo, mi imamo vedno srečanja prej in pred odhodom, romarje lepo prijazno povabim. To in to je treba storiti, če ravno ste navajeni zgolj na vodopitje. Zdaj je pa treba narediti izjemo in to uporabiti. Zgolj zaradi zdravja. Tako, dobro. Ko prideš domov, pa zopet po starem. Tako. Zdaj se bom mečkam premaknila na neko širšo področje, tvoja specialiteta, specialnost in tudi veliko veselje, ker veliko srca vlaga so tudi ljudski misijoni. Torej greš rad v druge župnije, kjer si nekaj dni, 10 dni tam navdušeno pridigaš, oznanjaš. Kaj bi nam o tem povedal? Ljudski misijoni so tesno povezani s sveto deželo. Kaj ti? Po ustroju našega reda je naš red frančiškanski misijonski red. In prva misijonska destinacija je sveta dežela. Druga misijonska destinacija našega reda pa so pa, kot rečemo, ljudski misijoni v naši domovini. Med ljudstvom pomeni prenova, obnova duhovnega življenja in s tem se pa frančiškani gotovo po svoji osnovni usmerjenosti radi ukvarjamo. Sej sam vidiš, toliko in toliko bratov na leto se rado udeleži, ko župnije povabijo, gremo na misijone in mislim, da v zadnjih letih je dozorela pri nas ena nova praksa. Ne bi se rad prav nič recimo kako izpostavljal, ampak vsekakor danes smo na položaju, ko mnogo ljudi cerkvenih vrat
ne prestopi. Se pa zanima za določene stvari. In recimo, ko se misijon oznani, ko misijon je, ko pridemo v župnijo, ko se oznanijo takšna srečanja, takšna predavanja, bodo v župniji, bodo v cerkvi, bodo v učilnicah. Še zmeram določen odstotek ljudi reče, ne bi. Imamo pa sedaj prakso, da gremo po hišah. Kakor so se kristjani zbirali najprej po hišah k lomljenju kruha v bratski skupnosti, k daritvi, k Evharistiji, tako zdaj družine povabijo svoje prijatelje, ki so verni ali niso verni, ki želijo to in to vprašanja pojasniti, prihajajo večeri, gremo po hišah in tam dobesedno kramljamo, čebljamo. In to je ena osnovna možnost, da ljudje do cerkve vsaj določene predsodke res mimogrede lahko odpišejo in jih izbrišejo. In ta namen tega pogovora je tudi del ljudskega misijona. In v tej praksi smo zdaj v zadnjih letih, ne vem, nekako z veseljem pristopili bliže k ljudem, kot bi sicer, če bi bili samo v cerkvi. Dobro. Mislim, da si gotovo mnogim gledalcem in gledalkam poznan tudi po oddaji Ozare, ki jo imaš na TV Slovenija. In to že dolga leta imaš kratke nagovore, vendar razmerje je zelo živahne in tudi ta zadnji krat, ko sem te jaz videl, si kar nekje po enih ribih, pa po enih z nekih snega malo ven pogledal in tako naprej. In tudi danes si na shodu, čeprav se dežuje spraviti ven, pa ti ni uspelo. Imaš poseben pristop, tak se trudiš biti blizu ljudem, ali v čem je? Z Ozarami, to je na Sloveniji 1. To je sicer široka stvar, to pride na vrsto vsako toliko časa. Sej vsak teden ne zmoreš. Ne, seveda ne. Se ne moreš toliko spomniti enih novih variant, da bi bil svež. Ampak z temi sodelavci, ko smo, se jih je že kar nekaj izmenjalo v teh 10 letih, kar sem zraven, ampak to je en izziv, kako, namreč, bom tako rekel, eden izmed dobrih učiteljev na televiziji me je vprašal, ko se predstaviš tam pred kamero, ko je studio ali zunaj, kjerkoli, koga imaš v mislih pred očmi? In jaz sem takoj, kakor se spodobi za duhovnika, celo cerkev. 100 ljudi, pa pridgam. Je rekel, napaka. No? Ti imaš pred seboj lahko enega, 2, 3, 4, 5 družine, 5 ljudi hkrati televizijo gledati, rekel je že težko. In ti nisi v istem položaju, kot bi bil v cerkvi, da boš zdaj pa pridgal, pa boš rekel tako. Ti prihajaš in potrkaš kot gost, kaj ti oni, ki so doma pred ekranom, pritisne in gleda kavbojko. Če si pa ti bolj prepričljiv, bo pa tebe gledal in poslušal. Pomeni, da se učiš najprej ponižnosti. Ne moreš prihajati z močjo, ampak prihajaš s prijaznostjo. Potrkaš, pa rečeš, a bi vas kaj zanimalo? In na tak način skušam nekako s tem plemenitim nasvetom tega gospoda, ki me je pripravljal na ta snemanja, tudi delovati. Mislim, da je to ena zelo logična smer, na kakšen način priti bliže. Dobro, hvala, pater Peter, za zaključek, pa morda še vprašanje, ko se govori o svetih krajih, a pa najdemo lahko te svete kraje, morda še posebej, ki v Sloveniji so posebej kakšni taki močni kraji, kjer nas posebej ne govorijo, kjer je posebej, bi rekel, priložnost za naš dušni mir. Kaj bi nam predlagal? Najprej bom rekel klasično. Slovenija je dejansko posejana z božjimi potmi, z cerkvami, z svetišči, z narodnim svetiščem, z večjimi marijanskimi svetišči, ki so nam znana. Od Svete Gore, Brezje, Nove, Štifte, Ptujske gore in tako naprej. To da Slovenija ima tudi specifične kraje, ki so vezani na sveto deželo. Saj imamo vendar v Sloveniji tudi Jeruzalem. Treba iti Slovenske gorice, pa imamo tam Jeruzalem, imamo kraj, imamo cerkev. Zakaj? Vezano je na zgodovinski trenutek poti križarskih, ki so vodili v Jeruzalem in so dobesedno zapustili en spomin kraja na Jeruzalem. Potem imamo Oljsko goro ali Goro Oljko v Savinjski dolini.
Vse to imamo. Seveda. In ta gora Oljka je dejansko spet nastala zaradi malteških križev, vitezov, ki so tam imeli v Polzeli svojo komendo in potem na gori postavijo tudi cerkev, daleč se vidi z 2 zvonikoma in prav na tej gori imamo v glavnem oltarju, zelo priporočam obisk. Zadnjič sem bil tam namreč na Polzeli na misijonu. Na gori smo potem poromali in na tej gori imamo celo fresko, na desni strani fresko svete Helene, ki je našla v Jeruzalemu križ pod Kalvarijo in ga postavila nazaj. Vse to imamo v Sloveniji. Mislim, da so apostol Pavlu enkrat rekli, o tem te bomo poslušali še drugič. Seveda. Kajti najin čas je, zgleda, dokončno potekel v najni vdaji TV Paprika, razsvetljenje. Zato hvala, dragi gledalci in gledalki, za potrpljenje. Tebi, dragi pater Peter, pa res za vse, kar si nam povedal in verjetno bo potrebno, da bo še kdaj kaj povedal. Zelo lepo, hvala tudi tebi. Ja, srečno.